Pozdravljeni. V zadnjih dneh lahko beremo ogromno zgodb o tem, kako je mogoče George Russell, tisti naravni naslednik Lewisa Hamiltona pri tovarniški ekipi Mercedes. Ker prihaja do rahle zamude pri podpisu pogodbe, razni viri navajajo, da je Russell tudi možna neposredna menjava za Hamiltona. Poglejmo si, kaj vse se skriva v ozadju in kakšne zgodbe nam servirajo. Stolpci, kateri tako vneto hvalijo Georgea Rusella, temeljijo na eni sami dirki. Veliki nagradi Šakirja, ko je George Russell dobil priložnost, da je sedel v tovarniškega Mercedesa W11. Zanimivo je, da v mnogih virih predtem nismo opazili nobene v bistvu kvalitete Georgea Russella. Oziroma samo v tistih virih, kateri so malce manj popularni ter malce bolj analitični oziroma tehnični, smo lahko našli pa marsikaj. Zanimivo je, da mnogi navdušenci kujejo Russella v zvezde, čeprav se ne zavedajo vseh dogodkov, ki smo jih videli z njegove strani v tej sezoni. A začnimo kot ponavadi z zgodbo na začetku. In tu bi rad poudaril, da sam Georgea Russella šteje med potencialno najboljše voznike nove generacije. Če pogledamo v manjših formulah, kjer je bil neverjetno uspešen, koga vse je imel za nasprotnika. Kolikor si boste ogledali te fotografije, boste lahko spoznali marsikateri znan obraz. In proti njim je George Russell zmagoval. Z lahkoto. Prišel je v Formulo 1. Sezona 2019. Njegov moštveni kolega, takrat toliko reklamirani Robert Kubica. A isti viri, ki ga danes hvalijo, so takrat lahko objavljali nekaj podobnega temu. In seveda, če dobro pogledamo to fotografijo, bomo razumeli, zakaj je šlo takrat Georgeu Russellu in tudi meni osebno dobesedno na živce. Namreč izgleda, da takratni viri niso imeli kaj drugega pisati kot tisto, kar ste videli. Seveda ne bom se spuščal v podrobnosti o strokovnosti teh virov. A verjamem, da objava take slike je pritegnila marsikaterega bralca, čeprav potem kakšne resne vsebine ni bilo. Treba je poudariti nekaj. Res, George Russell v sezoni 2019 je bil, kar se tiče kvalifikacij, bistveno hitrejši od Roberta Kubice. A v tisti edini priložnosti, ko so dosegli točke, je bil Kubica spredaj. Kar nam to nekako nakazuje na dejstvo, da George Russell v sezoni 2019 ni bil dovolj zrel. Je hiter, ima talent, a manjka mu izkušenj. In to se je nadaljevalo tudi v sezoni 2020. Njegov moštveni kolega je bil, po mojem osebnem mnenju, bistveno lažje premagljiv kot leto poprej Kubica. Izkušnje so se nabrale, prišle so tudi priložnosti, a o Shakirju bomo govorili kasneje. A zanimivo je nekaj drugega. Vsi tisti viri, ki tako vneto hvalijo Georgea Russella, pozabljajo na veliko nagrado Emilia Romagna. Namreč v tisti dirki je imel George Russell enkratno priložnost, da bi res zablestel. In kako bi lahko z Williamsom bolj zablestel kot s tovarniškim Mercedesom? Enostavno tako, da bi na progi dosegel tista mesta, katera vodijo do točk. In George Russell na veliki nagradi Emilia Romagna je bil tik pred tem, če ne bi napravil začetniške napake, kar je priznal tudi sam. Namreč iti v zid pod režimom varnostnega avtomobila je nekaj, kar si malo kateri izkušen voznik Formule 1 privošči. In seveda zopet dokaz, da George Russell v tisti priložnosti ni bil dovolj zrel.
Mnogi boste sedaj lahko rekli, da tista priložnost je polna pogojnikov in ni rečeno, da bi točke dosegel. Strinjam se z vami. A nesreča se je zgodila v 51. krogu od 63. Bili smo res v končni fazi dirke. Bil je hitrejši oziroma enako hiter kot bolid Alfa Romeo Racing, kjer sta oba voznika končala v točkah in Russell se je v danem trenutku nahajal pred Kimijem Raikkonenom. Možnost je bila, ki jo Russell ni izkoristil. Mesta ni izgubil na progi, temveč po lastni napaki. In seveda sezono je nadaljeval naprej. Prišla je velika nagrada Shakirija, ker je dobil enkratno priložnost in mnogi komentatorji pravijo, kako hiter je bil George Russell, bistveno bolj hiter od Valtterija Bottasa. A sam kot tisto golo, čisto hitrost primerjam ponavadi čase iz kvalifikacij, kjer smo lahko videli, da v Q1, Q2 in Q3 je bil Valtteri Bottas za malenkost hitrejši. Seveda na strani Bottasa so bile izkušnje in poznavanje bolida dvojni V11. George Russell je imel bolj omejeno znanje, bil je pod velikim pritiskom in ni sedel udobno v bolidu. A vseeno tisti merljivi rezultati so kazali situacijo, ki sem v njo povedal. Iz velike nagrade Shakirija lahko povlečemo določene zaključke seveda. V tistih danih okoliščinah je bil George Russell primerljivo hiter z Valtterijem Bottasom. Seveda ena dirka po mojem osebnem mnenju sploh ni dovolj za kakšno resnejšo analizo. A seveda v današnjih člankih lahko preberemo, kako odgovorni pri Daimlerju dobesedno grozijo Lewisu Hamiltonu, da ga bodo zamenjali z mladim, hitrim in cenejšim Georgeom Russellom. Zanima me, kje za mizo teh pogajanj so sedeli ti novinarji, da so to slišali. Meni je osebno jasno, da taki pogovori potekajo v neki zasebnosti in ne vem, odkot te informacije. A to sem jaz tisti, ki je malce čuden. Zanimivo je nekaj drugega. Isti viri in isti komentatorji pravijo, kako Valtteri Bottas ni kos Lewisu Hamiltonu. Čeprav lahko v drugih člankih preberamo, kako je zasluga Lewisa Hamiltona pri zmagah Mercedesa minimalna, kajti tehnično sredstvo je toliko superiorno od ostalih. Ne vem, kača, ki grize sama sebi rep in nikoli ne pridemo do konca. A nekaj je zanimivo. Bistveno hitrejšega Lewisa Hamiltona bi zamenjali z nekom, kateri je do sedaj pokazal, da je na nivoju Valtterija Bottasa. In Valtteri Bottas je po mnenju mnogih tisti, ki je prepočasen. Seveda, mi navdušenci imamo bistveno premalo podatkov, da bi lahko karkoli sodili. Nekaterim se zdi enostavno, zberejo tisto lažjo pot, naredijo zgodbo iz nekih dejstev, katera še danes niso preverjena. In seveda mnogi navdušenci, kateri imajo radi Formulo 1, kateri bi radi izvedeli, kaj se dogaja, dobesedno nasedajo takim zgodbam. Namreč tudi v preteklosti smo slišali kar nekaj takih izumov, kateri se pa na koncu niso pokazali za ne vem kako resnične. Spomnite se lahko pred nekaj sezonami, kako so razni novinarji poimenovali Maxa Verstappena dobesedno kraštapen. Spomnim se še komentarja na slovenskih prenosih, kjer je nadebudni po svoje poznavalec zahteval diskvalifikacijo celo za nekaj dirk oziroma do konca sezone zaradi zadeve, katera sploh ni bila sporna. Po drugi strani, kolikokrat ste slišali, da se Lensa Strolla dobesedno imenuje sinček bogataša ali kaj podobnega. A Lens v tej sezoni je pokazal, da je malce več od tega, kar si mnogi mislijo. In seveda iz tistih virov, kateri so še tako se delali norca iz Georgea Russella, kot sem povedal na začetku njegove kariere, sedaj prihajajo hvalnice.
Rad bi se vrnil na tisti tretji del intervjuja z Giancarlom Minardijem. Na začetku je povedal, da veliki vir antagonizma in sovraštva v današnji Formuli 1 so tisti viri, ki si dobesedno izmišljujejo nekatere zgodbe. In mislim, da tudi v tem primeru je neka osnova, katera je resnična. Ampak zavedati se moramo, da okrog resničnega jedra je marsikateri pisec vpletel kar nekaj nepreverjenih in na koncu tudi malce pretiranih zgodb. Namreč, po mojem osebnem mnenju, rabi George Russell najmanj še sezono, da bo dozorel. Ukolikor bi zmagal veliko nagrado Shakirija, bi mu lahko to celo škodilo. Namreč pričakovanja bi bila prevelika, tudi njemu bi lahko stopila malce slava v glavo in ne vem kaj še. Nažalost tega ne morem trditi, ker sam osebno Georgea ne poznam. A mislim, da se moramo vsi mi zavedati, da v današnji Formuli 1 rabijo mladeniči kar nekaj let, da dozorijo, kajti vstopijo v ta svet so razmerno mladi. Tisti, s katerim sta se z Russellom borila za naslov Formule 2, Lando Norris, je pokazal, kako hiter in talentiran je, ampak če primerjamo njegove rezultate v sezoni 2020 s tistim, kar je dosegel Carlos Sainz mlajši, vidimo, koliko bolj zrel in učinkovit je bil Sainz. In isto bi lahko nekako pričakovali tudi od Russella. Ukolikor bo v sezoni 2022 zamenjal ekipo, lahko pričakujemo, da ne bo zasedel tistega mesta prvega voznika, ukolikor bo šlo vse po načrtih. Ampak bo zopet potreboval sezono ali dve uvajanja. In šele takrat bo dobil priložnost, katero bo sposoben tudi izkoristiti. Videli smo tudi na veliki nagradi Shakirja, da je sam napravil nekaj manjših napakic. A zagotovo nobena od napak Georgea Russella na veliki nagradi Shakirja ni prišla niti do gležnjev tisti veliki napaki tovarniške ekipe Mercedes v boksih. A pustimo sedaj to. Namreč mi navdušenci se moramo zavedati, kakšne vire prebiramo, kako preverjene so tiste informacije, ter nekako poskušati sklepati, ali avtor želi samo našo pozornost ter naše klike, ali nam želi tudi podati določene informacije, katere so preverjene in verodostojne. Seveda, vsak odloča sam o tistem, kar mu je bolj všeč, a toliko za danes. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.